Ali so bili kakšni opozorilni znaki pred smrtjo mlade ženske, ki naj bi jo v incidentu z rope jumpingom vrgli z mostu in se je vse skupaj končalo tragično? Kakšni ukrepi bi morali biti sprejeti? Kaj bi se moralo zgoditi? K pogovoru bom povabil strokovnjaka z tega področja, medtem ko bomo obravnavali tudi nove dogodke v primeru. Dobrodošli v Sidebarju, ki ga predstavlja Law and Crime. Sem Jesse Weber. V redu, hitro, preden gremo naprej. Vem, da je to malo sprememba teme, ampak je pomembno. Ali ste vedeli, da 82% Američanov nima varčevalnega računa z visokimi obrestmi? In mimogrede, skoraj nihče ne dobi 5% povračila denarja za stvari, ki jih kupuje vsak dan. Poglejte, večina izmed nas si pušča denar neizkoriščen. To je resnica. Ampak naš sponzor, Chime, stopa v ospredje in je tukaj, da vam pomaga, da nehate izgubljati. Kaj mislim s tem? Kartica Chime vam omogoča, da prejemate nagrade. Člani lahko zaslužijo 5% povračila denarja v kategoriji, ki jo izberejo. Živila, gorivo, računi, potovanja, obedovanje zunaj. 5% povračila za gorivo. Ne vem za vas, ampak meni se to sliši kar dobro, kaj ne? Poleg tega lahko z visoko donosnim varčevalnim računom Chime zaslužite letni odstotni donos v višini 3,75%. To je 9-krat več od državnega povprečja. Lahko celo avtomatizirate, koliko želite, da gre od vsake plače neposredno na varčevalni račun. O tem vam sploh ni treba razmišljati. Poleg tega naj vam povem še to. Trenutno lahko preko moje povezave dobite ekskluzivni bonus v višini $75. Obiščite chime.com/signage ali pa skenirajte QR kodo na zaslonu in danes boste začeli povečevati svoj denar. V redu, torej spet govorimo o tem, ker želimo nekoliko bolj raziskati to razvijajočo se tragično situacijo v Braziliji, ki je pritegnila toliko pozornosti tako v medijih kot na spletu in to povsem upravičeno. To ni primer, ki bi ga videli vsak dan. Govorimo o smrtonosnem padcu te 21-letne ženske, Marie Eduarde Rodrigues de Freitas, ki je ob padcu umrla. V incidentu z vrvjo, kjer naj bi jo domnevno vrgli z zapuščenega mostu in ni bila pritrjena na nobeno vrv ali vrvice, 40 metrov v globino. Groza. In vse to je bilo očitno ujeto na posnetku, ki kroži po družbenih omrežjih. Na posnetku lahko slišimo mimoidoče, ki v portugalščini kričijo: "Vrv, ljudje, vrv!" Kmalu bomo povabili strokovnjaka za bungee in vrvi, da bo govoril o morebitnih opozorilnih znakih, odgovornosti in o tem, kaj bi morali storiti. Ker trenutno so 3 inštruktorji obtoženi. Luis Felipe Feliciano Igorov, star 32 let Vitor de Freitas Gonçalves, star 27 let in Maicon Fernandez Sintra, star 40 let. Bili so aretirani in obtoženi tistega, kar v Braziliji razumemo kot uboj z eventualnim naklepom, domnevno so poskušali pobegniti iz kraja dogodka, preden so jih ujeli. Mimogrede, po poročanju NBC News, brazilska zakonodaja to opredeljuje kot uboj nekoga, ne nujno z namenom ubiti, ampak z udeležbo v nevarnem dejanju, ki nosi znano tveganje smrti. Odkar sva nazadnje govorila, je prišlo do nekaterih novosti tukaj. Morda se spomnite, da sva govorila o tem, kako se je vse to zgodilo na mostu v Lumeri, mestu več kot 145 km severno od São Paula v Braziliji. Ta most je znan kot Skeleton Bridge. Bil je del železniške proge, ki ni v uporabi že 30 let. In kot sva poročala zadnjič, je po navedbah UOL Anjos občina razmišljala o pravnih ukrepih proti zvezni vladi zaradi domnevne malomarnosti pri vzdrževanju in nadzoru dostopa do tega mostu. Mestna uprava naj bi sporočila, da je že prej poslala pisma zvezni vladi z zahtevo po varnostnih pregledih tega mostu. No, ugani, kaj se je zgodilo, odkar sva se nazadnje pogovarjala? Domnevno je svetica Bruna Magalhães potrdila za Bachi Noticias, da bo ta most zdaj porušila zvezna vlada. Kar malo te prisili k razmišljanju, da je moralo priti do nečesa takega, da se je to zgodilo. Mislim, če predpostavljamo, da so vse obtožbe o tem mostu resnične. In tudi z pravnega vidika moram reči, da je prisotna neka zavest o krivdi, kaj ne? Rušijo ga, ker se strinjaš, obstaja tveganje. Zdaj je Mago Magalhães povedal, citiram: "Zvezna vlada je to odobrila, župan je zagotovil opremo in zdaj bo most porušen." Pomembno je, da tukaj ne bodo izgubljena življenja. Zdaj pa še nekaj zanimivega. Vplivnica na družbenih omrežjih Estefany González je objavila, da je bila na tem istem mostu, Skeleton Bridge, mesec dni pred tem dogodkom, da se je udeležila iste vrste skakanja z vrvjo, z istimi inštruktorji, istimi osumljenci, istimi obtoženci. In Maja je na svoji Instagram strani objavila video, kjer skače v slogu Supermana. In ni bila edina. Povedala je, da je bilo tisti dan 90 udeležencev. Po smrti Marie Eduarde je v nizu videoposnetkov spregovorila o svojih izkušnjah. In ena od stvari, ki jih je povedala, je bila ta,
da so organizatorji te aktivnosti očitno udeležencem rekli, naj ne motijo upravljavcev vrvi, ker niso želeli, da bi ti izgubili pozornost ali fokus. Povedala je, da so bili po njenih izkušnjah opravljeni številni varnostni pregledi opreme in da so si upravljavci delili naloge. Glede na to pa pravi, ko gre za Marijo Eduardo, citiram, res ne vem, kaj se je zgodilo. Zdaj imate tudi policijsko preiskovalko Andreo Dantes Levi, ki je to povedala za medij Globo. Da podjetje, ki je izvajalo ta skok z vrvjo, citiram, sploh ni imelo dovoljenja, da bi bilo tam in da je to posledica neuspeha pri preverjanju in nadzoru namestitve te vrvi za skok. GN poroča, da so moški, ki naj bi nosili Marijo Eduardo v videoposnetku, očitno nosili majice z napisoma blagovnih znamk Entre Cordas in Ivoj. Oblasti pravijo, da gre za neformalne skupine izvajalcev skokov z vrvjo. Za to operacijo ne stoji nobeno uradno podjetje. In po poročanju New York Posta je odvetnik osumljencev dejal, da ne vedo, kdo je bil tisti dan odgovoren za pritrditev varnostne vrvi. Odvetnik obrambe je po poročanju povedal tudi za GN, da so bili ti posamezniki zelo izkušeni in da je bila to edina smrt v podjetju v zadnjih letih. Po poročanju NBC News je odvetnik obrambe povedal, da so osumljenci v šoku. Po poročanju o Globo očitno niso znali pojasniti, zakaj ta mlada ženska domnevno ni bila ustrezno zavarovana. GN je poročal, da so se osumljenci zdeli tudi zmedeni, da niso mogli povedati, čigava naloga je bila kaj tisti dan, ali pojasniti, zakaj vrv ni bila pritrjena, zakaj varnostni pregled očitno ni bil opravljen. Povedal vam bom, po besedah Bačina iz CS, naj bi eden od teh aretiranih posameznikov oblastem povedal, da sploh ni opazil, da Marija Eduarda ni bila zavarovana in je šele ob krikih ljudi dojel, kaj se dogaja. Takrat trdi, da je zapustil platformo, videl, kaj se je zgodilo, trdi, da se je spustil po vrvi in videl policijo ter zdravstvenega delavca, ki sta izvajala reševalne ukrepe. Zdaj, preden povabim tega inštruktorja za bungee skakanje, ker imam veliko vprašanj o tem, kako to deluje in kaj bi morali narediti v naši zadnji oddaji. Govoril sem z Adrielo Barco, ki je brazilska odvetnica za kazensko pravo, ker sem želel bolje razumeti obtožbe, kazenski postopek in primer. Tukaj je nekaj, kar je povedala. Obtoženi so umora. Ta primer odpira zelo staro razpravo o namenu ali krivdi, kar imenujemo dolo ali culpa. Sprva so obtoženi umora z namenom ubiti nekoga, kar je homicidio doloso. Torej, tukaj je, kaj se dogaja. Ta primer je pritegnil veliko medijske pozornosti. In ko se to zgodi, so takšni primeri včasih obravnavani drugače, kot bi bili v drugih primerih. Na primer, imamo veliko drugih primerov, podobnih primerov nesreč pri športu. In ti so bili vedno obravnavani kot nenamerni, kot malomarnost, kot neizkušenost. V tem primeru je bilo zaradi medijske pozornosti obravnavano, kot da so namerno želeli ubiti te ljudi, kar pa osebno kot odvetnica ne mislim, da je bil njihov namen. Zato so trenutno v zaporu. Ker kadar gre za primer umora, kjer ni krivde, gre za malomarnost, kar imenujemo homicidio culposo. Kjer govorimo o malomarnosti, nepazljivosti, dolžnosti zaščite, a hkrati o odsotnosti zaščite. Ti primeri niso kaznovani z zaporom. Zaradi takšnega kaznivega dejanja ne greš v zapor. Torej, ko zaradi določenega kaznivega dejanja ne greš v zapor, ne moreš biti v preventivnem priporu. To se trenutno dogaja. 3 ljudje so v preventivnem priporu zaradi tega kaznivega dejanja. In da bi jih lahko dali v preventivni pripor, jih mora najprej obtožiti za naklepni uboj. Predvidevam, da bo obramba trdila, da gre v tem primeru za malomarnost, za povzročitev smrti iz malomarnosti. In zakaj je temu tako? Obstaja linija v kazenski doktrini, kjer imamo eventualni naklep in zavestno malomarnost, kar pomeni, da je na eni strani namen, vendar ni povsem jasno. Veste, da obstaja tveganje in vas ne zanima, če bi zaradi tega lahko nekdo umrl. In pri zavestni malomarnosti imate situacijo, kjer veste, da obstaja tveganje, vendar upate, da se to ne bo zgodilo. V svoji vesti ste prepričani, da se trudite po svojih najboljših močeh, da se to ne bi zgodilo. In tukaj je težava. To je zelo težko dokazati na sodišču. Torej, kadarkoli obstaja kakršenkoli dvom, mora sodišče odločiti v korist obtoženca. Zato verjamem, da bo to obravnavano kot povzročitev smrti iz malomarnosti.
ker bo v tem primeru zelo težko dokazati namen. Čeprav je tukaj veliko malomarnosti, kjer se je zgodilo veliko stvari, da je do te nesreče sploh prišlo, bi moralo biti več odgovornosti. Vlada bi morala zapreti most. Policija bi morala spremljati, kaj se dogaja, če vedo, da vedno obstaja tveganje za takšno nesrečo, da ljudje hodijo tja skakati. Tam bi morala biti neka vrsta varnosti. Ljudje, ki so želeli skočiti, bi morali vsaj pridobiti dovoljenje. Imeti bi morali vsaj registrirano podjetje, pa ga niso imeli. Vse drugo, kar se je zgodilo in omogočilo to grozno nesrečo. Vendar pa bo na sodišču, kjer bodo to analizirali, dejansko pomembno samo tisto, kar se je zgodilo tisti dan, kar je pripeljalo do te nesreče. Torej imate zvezne oblasti, državne oblasti in policijo, ki bodo na to odgovorile. In upravno bodo na to odgovorili v svojih ali svojih podjetjih. Toda sama smrt bo pažila le na ljudi, ki so bili tam v tistem trenutku, ki so jo nosili, ki bi jo morali zavarovati. In za te ljudi bo zelo težko dokazati, da so imeli namen, da jo ubijejo. V redu, želim povabiti strokovnjaka z tega področja. Z mano je Matt Lawrence, direktor podjetja Bungee Consultants International. Najlepša hvala, da ste se nam pridružili. Vsekakor sem želel slišati vaše mnenje o tem, da bi bolje razumel, ker imam veliko vprašanj. Torej, najprej, kakšna je razlika med bungee jumpingom in rope jumpingom? Ker se mi zdi, da se ti dve stvari včasih zamenjujeta. In celo pri tej zgodbi se zdi, da prihaja do zmede med obema. Odlično, ja, to je odlično vprašanje. Torej, dejavnost, ki smo si jo tukaj ogledovali, se, kot ste rekli, imenuje gugalnica na vrvi ali skok z vrvjo. In za neizurjeno oko je to lahko videti zelo podobno bungee skoku, vendar to ni isto. Pri tej dejavnosti ni nobenih bungee vrvi. Razpršitev potencialne energije, recimo temu tako, poteka preko zračnega upora in mihanja, kot pri mihalu. Medtem ko se pri bungee skokih energija razprši skozi gibanje gor in dol, kjer gumo v vrvi shrani energijo in jo sprosti ob odbijanju. Tako se odbijaš gor in dol. Nihanja postajajo vse manjša in manjša in tako se ta energija razprši. Čeprav sta si na videz podobna, saj nekdo skoči z neke konstrukcije, sta v resnici precej različna in jo tudi predpisi obravnavajo različno. Rad bi se poglobil v to, ampak ali je skakanje z vrvjo bolj nevaren? Če je izveden pravilno, ni nujno, da je bolj nevaren. Vse je odvisno od tega, kako je izveden. Veš, lahko je bolj nevarno, če ni izvedeno pravilno. Ali so vrvi in varnostna oprema drugačne? Mislim, govoril si o tem, da to ni bungee vrv, ampak ali je oprema drugačna? No, stvar je v tem, da je ena dejavnost precej regulirana, druga pa ni. Tako lahko pri neregulirani dejavnosti uporabljaš širok nabor opreme. Tako da lahko se uporablja zelo varna oprema, obstaja pa tudi možnost, da se uporablja zelo nevarna oprema. Torej, ni preprosto varno ali nevarno. Povej mi, kaj misliš s tem, da je regulirano? Kdo to regulira in ali je regulirano različno v različnih državah? Ja, Torej, no, recimo, spet, lahko rečem, da sem strokovnjak za bungee jumping in nisem strokovnjak za skakanje z vrvjo, ampak po mojih informacijah je skakanje z vrvjo, ker je precej nova dejavnost, slabo regulirano. Nimam nobenega znanja o kakršnihkoli varnostnih standardih, ki bi obstajali za to. Za bungee jumping pa obstaja veliko varnostnih standardov. Odvisno od tega, v kateri jurisdikciji ste, boste uporabili enega ali drugega. Toda kar zadeva skoke z vrvjo, varnostni standardi ne obstajajo. To je res glavni problem. In ko vprašate nekaj takega, kot je, kako se je to lahko zgodilo, odgovori na to so, da so ovire za vstop v to dejavnost precej nizke. In vsakdo z varovanim pasom in vrvjo ter znanjem, za katerega misli, da ga ima, lahko gre ven in to počne ter pri tem hitro zasluži. Delujeho v okolju brez varnosti ali priznanih varnostnih standardov. In ta varnostni standard je ključni element v ekosistemu za ustvarjanje kakršnegakoli varnega okolja za potrošnika. Dober varnostni standard bo urejal vse vidike delovanja, načrtovanja, izdelave vse opreme in izvajanja same dejavnosti. In tretja komponenta, ki tukaj manjka, je nadzor. Torej, lahko sledite varnostnemu standardu in ga zelo dobro izvajate in se s tem izmaknete. In v nekaterih jurisdikcijah ni varnostnih standardov in ljudje so odgovorni ter sledijo, oziroma prosite, ni nadzora in samo sledijo varnostnemu standardu. Toda ta tretja sestavina je nadzor. In kar s tem mislim, je vladni organ ali drug organ, ki ga imenujemo pristojni organ ali AHJ,
In ta bo urejal dejavnost v skladu z varnostnim standardom, ki tukaj obstaja. Torej, brez teh sestavin postane stvar nekoliko bolj tvegana, veste. Zdaj, naprimer, pri bungee skokih so vstopne ovire precej visoke. Potrebno je veliko časa in truda, da vzpostaviš bungee lokacijo. Potrebuješ različno opremo. Ustvariti moraš strukture. In s temi predpisi moraš skozi veliko inženirskih postopkov in podobno, da prideš do točke, ko lahko dejansko odpreš vrata. Ja? Če tega nimaš, tega ne moreš narediti. Veš? In celo razumem, da gre tudi za to, kdo lahko prodaja in kupuje opremo, kaj ne? Tudi to postane regulirano, kar se mi zdi dobra stvar, ko govorimo o dejavnosti, ki je po svoji naravi nevarna. Ampak hkrati, če je vse pravilno regulirano in so varnostni pregledi, mislim, preden sploh začnemo s tem, ali vidiš veliko nesreč? Kot naprimer, ko govoriš o skakanju z vrvjo. Najprej, ali postaja skakanje z vrvjo vse bolj priljubljeno? Ali opažaš več poročil o nesrečah? In tudi pri bungee skokih na splošno, ko greš tja, ali običajno vidiš veliko nesreč? Torej, pri skokih z vrvjo, spet, veš, kaj se kje zgodi, slišimo za to, ne? Ker veliko ljudi enači to z tem, da je to bungee skakanje. Poglej, ljudje skačijo z različnih stvari. Tako da slišimo za vse te stvari. Tako da postajajo nekoliko bolj pogosti s časom. In zdi se mi, da ta dejavnost pridobiva na zagonu in da jo počne vedno več ljudi. In ker je vstopna ovira zelo nizka, bi jih lahko videli še veliko več. Zato mislim, da je zdaj pravi čas, da regulatorji in pristojne oblasti ukrepajo, preden pride do kakšnih resnejših nesreč. Pojdimo k temu, kar se je tukaj zgodilo. Torej, preberete o tem, vidite posnetek. Ko si to ogledate, ali opazite kakšna opozorilna znamenja? Najprej in predvsem moje sožalje žrtvi in njeni družini. To je bila tragična, a po mojem mnenju zelo, zelo preprečljiva nesreča. In ja, kako bi to lahko preprečili? No, ne morem komentirati, ker je video posnetek zelo omejen. Torej, kar vidite, je le izsek. Tako je precej težko povedati, kako izvajalec te storitve deluje na podlagi tega omejenega posnetka, ki je na voljo. Zato glede tega ne morem iti v podrobnosti. Vendar pa vam lahko povem, da če bi delovali v okolju, ki sem ga pravkar opisal, torej v tistem standardnem okolju z regulatorjem, bi to lahko izgledalo takole. Torej bi tam obstajal priročnik za delovanje na lokaciji, ki bi opisoval veliko stvari, ki jih v tistem videu spet ne morete videti. Veste, priročnik bi zahteval veliko infrastrukture na lokaciji, kot so fizične ovire, ki ločujejo stranke od javnosti, od kraja, kjer je oprema shranjena, ko je v uporabi in ko ni v uporabi. Ovire, kot so ograje, varnostne vrvi, nadzorovana območja, kamor ljudje ne morejo kar tako vstopiti, in določen protokol za postopke. Ali so pritrjeni na robu, ali pa so pritrjeni na varnem območju. Torej, ko ste v reguliranem okolju s standardom, niste svobodni, da bi se prosto sprehajali naokoli. Če se lahko prosto sprehajate naokoli, veste, dotikate vsega in hodite po istem območju kot udeleženci, veste, to je velik opozorilni znak. Ampak veste, kot potrošnik je veliko stvari, ki jih lahko preverite, če želite videti, se pozanimajte. Veliko stvari lahko storite, da veste, bodisi pred prihodom ali po prihodu na lokacijo, da ugotovite, ali bo to dobra stvar ali ne. Vnaprej, če gre za pravo podjetje, bi moralo biti v uradu registrirano, to lahko preverite. Preverite ime podjetja, ali imajo pravo spletno stran, ali ni to samo stran na družbenih omrežjih. Ali imajo stalno poslovanje s pravo fizično lokacijo. Če podjetje to ima, je vložilo veliko v svojo dejavnost in ima veliko več za izgubiti, ter mora biti veliko bolj previdno. Lahko vprašate, ali imajo zavarovanje. Lahko vprašate, ali upoštevajo varnostne standarde. Lahko vprašate, koliko izkušenj imajo glede na število izvedenih skokov in koliko let že poslujejo. To so vse stvari, ki jih lahko preverite vnaprej. Ko pridete tja, lahko poiščete nekaj osnovnih stvari. In želel sem se vrniti k temu, kar so omenil glede varnostnih standardov. Če sledite varnostnim standardom, in naj vam dam primer, uporabil bom bungee jumping kot primer, ker sem na tem področju strokovnjak. Naši varnostni standardi temeljijo na dveh osnovnih načelih. Prvo se imenuje redundanca, drugo se imenuje usposobljenost. In veljata tako za opremo kot za postopke. Pogovorimo se o usposobljenosti in opremi. Če je kos opreme ustrezen, so nosilnosti višje, recimo razmerje 10:1 nad tistim, kar je potrebno za dejavnost. Prav tako so zasnovani in primerni za to, kar z njimi počnete med to dejavnostjo. Kar zadeva ljudi, ko govorimo o usposobljenosti. Če je nekdo usposobljen, ima potrebno znanje, spretnosti, usposabljanje in izkušnje, da to opravi varno. Kar pomeni, da je opravil določene tečaje in tudi program usposabljanja na lokaciji pri operaterju. Veste, imate ustrezno opremo in usposobljene ljudi. In ko govorimo o redundanci, govorimo tudi o postopkih in opremi. Torej, če ste kot obiskovalec tam in to opazujete, ko govorimo o redundanci, poglejmo pasove. Ali ima ta oseba 2 pasova? Ali ima ta en sam pas 2 pritrdilni točki,
ki omogočata dve pritrditvi. Torej, če ena odpove, imate še drugo. Lahko hitro vprašam glede tega. Torej, govorite o tem, ali obstaja rezerva. Naprimer, ne vem, če se to res dogaja, ampak če nekdo reče, ojoj, pozabili smo eno vrv. Obstaja rezerva, če kdo kaj pozabi. Ali to obstaja? No, In v laičnih izrazih je to tisto, kar imenujemo redundanca, ko govorimo o opremi. v redu. V redu. Torej, ko rečete rezervni sistem, ali obstaja rezervni pas, uporabimo kar ta izraz. Torej, ali sta dva pasova, ali obstaja rezervni pas. Ja, obstajata rezervna pasova. Ali sta dve vrvi, ki pripenjata osebo na pasove, ki se povezujejo s strukturo. To je rezervni sistem. Ali sta dva karabina, ki pritrdijo te vrvi na vsako pritrdilno točko na pasu. To je druga varnostna rezerva. To so vse stvari, ki jih lahko laik opazi in reče, ne vidim drugega karabina, ne vidim druge vrvi. To je samo ena točka pritrditve. To ne zgleda najbolje. In ko govorimo o postopkih, to je druga velika stvar. Ko govorimo o redundanci pri postopkih, gre spet za rezervni postopek. Torej, če ti nekdo namešča plezalni pas, ali je tam še druga oseba, ki preverja nastavitev, se prepriča, da je pas pravilno zategnjen in ustrezno pritrjen. Ali je tam druga oseba, ki pogleda tisto povezavo, ki si jo naredil s karabinom, potem ko jo je naredila prva oseba. Lahko imaš dva karabina, ampak če to naredi samo ena oseba, morda eden od njiju ni pravilno zapet. Zmotil ga je človek poleg njega, ki ga je ogovoril in mu postavil vprašanje. Zato je druga oseba, ki preverja vse te povezovalne točke, zelo pomembna za ustvarjanje redundance na mestu za bungee skakanje ali pri skoku z vrvjo, kar velja za obe dejavnosti. Ena izmed stvari, glavna stvar pri tem je, ko si ogledaš posnetek, če so te obtožbe resnične, se zdi, kot da je vrv prav tam. Vidiš, da je zavozlana, kaj ne? To je glavni argument tukaj. Kako je mogoče, da tega niso opazili, kaj ne? Če jih torej obtožujejo tega. Torej izpostane vprašanje, veš, kako je mogoče, da tega niso opazili. In poročali so, ko pogledaš posnetek, Marija Eduardo očitno nosi čelado in plezalni pas, vendar ni bila pripeta na varnostno opremo. Inštruktorji, tako pravijo, so očitno pripeti na varnostno vrv. Torej se zdi, da obstaja ta raven ali pa vsaj domnevno ta raven zavedanja. Kako lahko preprosto ne vidiš vrvi tam? Kako ne vidiš, da ni pripeta, ko jo obešajo? Razen če, kot si rekel, ni težava v usposobljenosti ali pa gre za motnjo pozornosti. Ja, torej ne vemo, ali je to tista vrv, ki bi dejansko morala biti uporabljena za to. Morda je bila, morda ni bila, lahko je pritrjena nekje drugje. Verjetno je pritrjena nekje na mostu in samo čaka, da jo pritrdijo na osebo. Tista vrv tam, ne vem, nisem mogel ugotoviti, ali je bila dovolj dolga ali dovolj močna ali karkoli, da bi bila dejanska vrv, ki bi jo morali uporabiti. Kar pa je očitno, je to, da na tisto osebo ni pritrjena nobena vrv. To je zelo, zelo očitno videl. In spet, to je preprosto. Če imaš priročnik za postopke na lokaciji in imaš usposobljene ljudi, je zahtevano, da ko pišeš takšen priročnik, pripraviš vrsto kontrolnih seznamov, ki jih mora vsakdo opraviti, medtem ko izvaja priklope. In tako je, preden ta oseba pride do roba, se mora zgoditi 10 stvari. V redu, najprej preverimo pasove, še enkrat preverimo pasove. Drugič vzemi vrv, jo priključi na stvar, tudi to se še enkrat preveri. In predtem se lahko celo odklopijo od svoje varnostne vrvi, kar pomeni, da bi morala biti varnostna vrv na tej osebi, dokler ni priključena na celoten sistem pritrjevanja. Torej, vse te stvari se morajo zgoditi. Preverjanje pasu, preverjanje povezav, preverjanje sidrišča, vse to je treba opraviti, preden lahko kdorkoli sploh pride do točke, kjer se lahko postavi v položaj za skok. In ko so enkrat v tem položaju, sledi še ena serija preverjanj, ki jih je treba opraviti. V redu, postavi stopala na rob, pridi do te točke, pridi do tiste točke, štejem do 3, naredil boš to, naredil boš ono. In če se te stvari ne izvajajo pravilno, se moraš umakniti in začeti znova. Torej je bila v tistem videu zelo nizka raven prikaza dejanskih postopkov in njihovega zaporedja. In torej, kaj bi se lahko zgodilo? Ja, ljudje izmotijo luči in kamere in govorijo, tukaj je tisto, kar želim narediti. Vsi so zatopljeni v to, da morajo dobiti posnetek, namesto da bi se osredotočili na varnost. In člani ekipe morajo vse to odmisliti in biti sposobni iti skozi svoj kontrolni seznam, če ga imajo, da zagotovijo varen skok. In po mojem mnenju verjetno niso imeli napisanega priročnika za delovanje na lokaciji, ki bi ga sploh lahko upoštevali. Drugače se to ne zgodi. Če to imaš, si v okolju, kjer to deluje. In če tega nimajo, je to verjetno tisto, kar se je zgodilo. Kar je zmedeno je, da imaš odvetnike obrambe za vsaj enega ali vse osumljence, ki pravijo, da se kaj takega še nikoli ni zgodilo, da so to že večkrat počeli prej. Prej sem govoril o tem, kako je vplivnež skočil na istem mostu z istimi operaterji. Rekli so, da so bili varnostni pregledi. Tisti dan je bilo 90 udeležencev. Potrebna je samo ena taka stvar, da se zgodi in vse se spremeni, pa si želiš, da se ne bi. Ampak tudi to je zmedeno, kaj ne? Ni tako, da bi delovali samo 2 dni in se je potem to zgodilo. Veš, ljudje delajo napake, ampak hkrati
Kako se lahko kaj takega zgodi? Ja, veš, lahko celo življenje jahaš konja in nikoli ne padeš s konja, veš, ampak obstajajo elementi. Veš, čebula ima več plasti, prav, in če imaš samo nekaj plasti, si lahko dolgo časa varen. Izogibam se temu, da bi imel dvojno preverjanje, ker moj človek vedno vse naredi prav. Ampak na koncu te to doleti, veš, na koncu te doleti. In tukaj, veš, je pač potrebna malo večja struktura in regulacija. In o tem bo zastavljenih še veliko več vprašanj. Matt Lawrence, najlepša hvala, da ste prišli in poskušali razložiti, kaj se tukaj dogaja. Res cenim. Vedno ste dobrodošli, hvala. In to je vse, kar imamo za vas tukaj na Sidebaru vsi skupaj. Najlepša hvala, da ste se nam pridružili. In kot vedno, prosim, naročite se na YouTube, Apple Podcasts, Spotify ali kjerkoli poslušate svoje podcast. Lahko nas spremljate tudi na NBC-jevi platformi Peacock. Če me želite spremljati, sem na X, Instagramu, pa tudi v moji oddaji na News Nation, Jesse Weber Live, od ponedeljka do petka ob 23. uri po vzhodnem času. Se vidimo naslednjič, vsi skupaj.